Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Kaja Čop. Pozdravljeni v informativni oddaji 7. Nocoj tudi o občinskem prazniku občine Trbovlje, pevski reviji v Kisovcu, krvodajalski akciji motoristov na Dolu pri Hrastniku in odprtju slaščičarne Lučke Kotnik. Začnimo pa s sprejemom kolesarskega junaka Primoža Rogliča. Od 11. maja je bila ena od vsakodnevnih tem v športu dirka po Italiji. Celotna Slovenija je spremljala vzpone in padce Primoža Rogliča skozi 21 etap, ki so mu kot prvemu Slovencu prinesle 3. mesto v skupnem seštevku prestižne italijanske dirke. Ob tem je nekaj dni celo vodil in tako nosil rožnato majico in bil ves čas v ožjem krogu favoritov za končno zmago. Slovenski navijači so bili ob progi zelo vidni in so glasno spodbujali svojega junaka. Strahovljan, ki se je boril s kilometri, klanci, sotekmovalci, bolečinami po padcu in zdravstvenimi težavami, je v izjavah za medije večkrat poudarjal, da je podpore zelo vesel. Zato ne preseneča dejstvo, da je občina Zagorje ob Savi poskrbela za poseben sprejem svojega častnega občana. Čisto posebnega pa so pripravili tisti, ki ga spremljajo že od manjših uspehov. Njegovi prijatelji, klubski kolegi iz nekdanjega skakalnega kluba in sosedi. Medtem ko je v njegovih začetnih letih k vhodu v vas prišla njegova soseščina in krog prijateljev, se v zadnjem obdobju na most proti Strahovljam zgrinja množica. Organizatorji so postavili nova mlaja in transparent in niti tu ni manjkalo rožnate barve in rožnatih balonov. Prišli so tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Loke, ki so ob Primoževem prihodu pripravili špalir s curki vode prek ceste. Sledilo je bučno veselje, kratek Primožev nagovor in obvezno zalivanje s šampanjcem. Primož si je nato vzel čas za nazdravljanje, čestitke, fotografiranje in avtograme. Nekaj besed je namenil tudi za izjavo. Kakšno je vaše zdravstveno stanje? Kaj vas najbolj boli? V bistvu moje zdravstveno stanje je, imam tu, sem bil ravno sedaj na pregledu, verjetno počen hrustanec oziroma te stvari, to se bo s časom zacelilo, ter prebava oziroma trebuh, to pa tudi po moje bo s časoma nekako prišlo nazaj na normalno stvar. Kakšni so načrti za prihodnje mesece? Načrti so predvsem prvo družinsko življenje oziroma stvar z Loro, potem pa bomo videli, kako bo moje zdravje, kako se bom uspel spočiti, regenerirati nazaj, ter nimam še, bom rekel, glede dirk točen sestavljen program, kaj vozim v prihodnje. Po sprejemu v Strahovljah se je Primož Roglič pripeljal med množico navijačev v Zagorje na ploščad pod Weinbergerjevo hišo. Še pred njegovim prihodom pa so priznanja občine Zagorje ob Savi prejeli mladi športniki in športnice, ki so v preteklem obdobju pokazali vrhunske rezultate. Na odru so se zvrstili Strelsko društvo Kisovec, klub borilnih veščin Podndokvan Zagorje, karate klub Podndokvan iz Lake, šola rokometa Zagorje, športno društvo Felix Zasavje in plesna šola Katan. Ko pa se je Rogla pripeljal, je po ocenah prirediteljev 2000 navijačev z burnim skandiranjem pozdravilo zagorskega junaka. Skozi špalir godbenikov, pihalnega orkestra Sveja in pred odrom še špalir kolesarjev se je Primož povzpel na oder. V nekaj kratkih stavkih je množici zaupal svoje občutke, nato pa se mu je na odru pridružil zagorski župan Matjaž Švagan. Izročil mu je posebno priznanje.
Manjkala pa ni niti torta iz plenic in plišasti medvedek. S partnerico Loro Klinc v kratkem pričakujeta otroka. In Lora, ki se mu je pridružila na odru, je dejala, da je vesela, ker se je Giro zaključil, saj ne bi zdržala niti dneva več. Sprejem se je zaključil z odpiranjem penine in dajanjem avtogramov. 31. maja je potekala osrednja slovesnost občine Trbovlje, ki na 1. junij praznuje svoj praznik v spomin na boj delavstva Zorjuno. Županja občine Trbovlje Jasna Gabrič je tako kot vsako leto preletela dogodke, ki so se zgodili v roku enega leta, pri tem pa je izpostavila lokalne volitve, nepravilnosti, ki so se pojavile pri poklicnih gasilcih ter finančne težave v Centru za ravnanje z odpadki. V nadaljevanju si poglejmo, kateri so letošnji slavnostni nagrajenci. Priznanje za najbolj urejeno krajevno skupnost Zlata Sončnica je pripadalo Dobovcu, ki je glede na površino največja krajevna skupnost v občini Trbovlje, po številu prebivalstva pa najmanjša. Nagrado je prevzel Ervin Renko, predsednik krajevne skupnosti Dobovec. Posebno nagrado županje je prejela za področje športa najboljša slovenska košarkašica Nika Barič, priznanje za uspešno delovanje na področju gospodarstva pa je šlo v roke podjetja Covid Projekti d.o.o. Vsako tako priznanje je eno potrditev, da delaš dobro in da si na pravi poti. Kot smo videli, ste tudi v gradnji. Kaj vse bo v tej hali? No, gradimo še 150% prostorov zraven, če primerjamo z sedanjim razpoložljivim prostorom. Gre pa predvsem za proizvodnjo večjih zvarjencev, se pravi težjih in večjih gabaritov in pa določene tehnologije, ki jih bomo lahko postavili, ki jih do sedaj nismo imeli. No, nekaj ljudi smo že zaposlili v tem času, ker se pripravljamo na nove prostore. Vsekakor pa bo to šlo postopoma, odvisno od trga, je pa za nekaj 10 ljudi v naslednjih nekaj letih. Prejemnik nagrade Častni občan za leto 2019 je Božidar Kovačec, in sicer je priznanje dobil za dolgoletno delovanje v krajevni skupnosti Čeče. Kaj vam pomeni to priznanje, ki ste ga prejeli? Ja, to priznanje, to je najvišje priznanje, to mi pomeni res veliko. In sem hvaležen vsem, ki so mi pomagali in ki so zaslužni za to priznanje. V bistvu je to neka pohvala za vaše dolgotrajno delo. Koliko časa ste pravzaprav že aktivni v Čečah? Ja, lahko rečem, da skoraj 40 let, tako kot sem prej že omenil. In seveda s podporo svojih kolegov, tovarišev. Torej ste spremljali Čeče kar dolgo obdobje. Katere so mogoče tiste poglavitne stvari, ki so se v tem času, odkar ste vi bili prisotni, spremenile v Čečah? No, največja pridobitev sigurno je bil naš gasilski dom, potem kompletno telefonsko omrežje v kompletni krajevni skupnosti, potem tudi ne nazadnje zbiranje odpadkov, odvoz smeti, tega prej še nismo imeli. Pa tudi cesta Katarina Podmeja. To so eni glavni projekti, ki so bili izvedeni. Kakšne imate pa kaj načrte za prihodnost? Ja, za prihodnost sem že mičken svoje obveznosti oddal mlajšim, kar je prav, da tudi mlajši prevzamejo in lahko rečem, da so kar lepo, da jim kar uspeva. Za konec prireditve je s svojim stasom in glasom poskrbela Helena Blagne. Pred osrednjo proslavo ob trboveljskem občinskem prazniku je potekal tradicionalni koncert Pozdrav našemu mestu, v katerem so sodelovali učenci osnovne šole Tončke Čeč in orkester glasbene šole Trbovlje. Hkrati je potekalo tudi odprtje razstave likovnih del učencev osnovne šole Tončke Čeč. Otroci radi sodelujejo pri takšnih tradicionalnih prireditvah?
seveda. Otroci vedno radi sodelujejo in vedno radi nastopajo ter pokažejo, kaj se v šoli naučijo, katera so njihova močna področja, skratka pokažejo tisto, kar dobro znajo. Kdaj se pa že pričnete pripravljati oziroma sodelovati z glasbeno šolo? Z glasbeno šolo v bistvu sodelujemo celo leto. Na takolo prireditev pa kar nekaj časa traja, da se uskladijo, čeprav letos niso skupaj peli, zato ker je bilo preveč obveznosti tudi ob 80-letnici glasbene šole Trbovlje, tako da kar nekaj časa traja, da uskladijo. Na razstavo so tudi risbe učencev vaše šole, so to rišejo vsi razredi? Ja, to so risbice, ki so risbe slike, ki so izbrane izmed vseh učencev naše šole. Izdelki so nastajali med poukom na različne teme, na različne tematike, z različno tehniko in izberejo se tiste, ki so na prvi pogled najbolj ustvarjalne. Kri. Najpomembnejša tekočina v našem telesu ni nenadomestljiva. Največkrat jo potrebujejo ponesrečenci v prometnih nesrečah, še posebej med najbolj ogroženimi v prometu motoristi. Zato je v soboto na Dolu pri Hrastniku v avli podružnice osnovne šole narodnega heroja Rajka potekala krvodajalska akcija zasavskih motoklubov. Zbrali smo se zasavski motoklubi, pripravimo to akcijo, s tem probamo, ker smo rizična skupina, čim bolj pomagati, biti dobrodelni, pa pomagati vsaj v tem smislu, ker nas tako nič ne stane, pa še fajn je, da pomagamo človeku pač s krvjo. Kako je sploh prišlo do teh vaših krvodajalskih akcij? V bistvu se je začel zaradi mojega rednega krvodajalstva, potem smo se pa klubi skupaj vzeli, pa zadevo pripravili, seveda pa povabili tudi še ostale motoriste, tako kot je tudi akcija zamišljena, da je akcija zasavskih motoklubov, ostalih motoristov in naših somišljenikov. Kakšen je pa odziv na njo? Fajn, pozitiven, motoristi radi pridejo, seveda naši klubi tudi, motoristi ostali tudi, tako da odziv javnosti fajn. Priprave začnemo z motorističnim klubom že eno leto prej. Krvodajalci, ko pa pridejo na sam odzem, je postopek in sicer vpis krvodajalca na samem mestu z osebno izkaznico, potem izpolni medicinski vprašalnik, opravimo meritve hemoglobina, pritiska, določimo tudi orientacijsko krvno skupino in pregled pri zdravniku. In če je krvodajalec primeren, gre na odvzem krvi, ki traja od 5 do 10 minut, po odvzemu priporočamo počitek in lahek obrok. Kakšna pa je ponavadi količina odvzete krvi? Odvisno od kraja do kraja. Zdaj, če govorimo o tej konkretni akciji, v vašem kraju pričakujemo okrog 100 krvodajalcev, odvzemna doza je pa 450 ml. V četrtek je bila v Kisovškem kulturnem domu območna revija odraslih pevskih zborov, oktetov in malih skupin. V prijetnem vzdušju so peli izključno slovenske pesmi, ki so bile nagrajene z bučnim aplavzom. Kaj točno se je dogajalo, pa nam je zaupala vodja območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Zagorje, Vanda Kopušar. Je pesem v srcih, tokrat v Kisovcu. Res je, gre za vsakoletno območno revijo odraslih pevskih zborov, oktetov in malih pevskih skupin iz občine Zagorje ob Savi. Že mislim, da morda tretje leto smo kar tule v kulturnem domu v Kisovcu, kjer je luštna dvorana, prijazni vsi, ki pomagajo tudi seveda pripraviti to revijo. In letos nas je kar veliko. 9 zborov, 9 pevskih skupin, domačih, če tako rečem, je le 6, 3 so iz drugih občin. Kaj to pomeni? Vsako leto se zgodi, da mogoče kakšen zbor ne more nastopiti na svoji območni izpostavi v svoji občini zaradi takšnega ali drugačnega razloga. Potem si seveda izpostave med sabo pomagamo in tako torej so tokrat z nami tudi moški pevski zbor Lipa iz Trojan, ki drugače sodi pod domžalsko izpostavo, in pa še 2 zbora iz občine Litija. To je mešani pevski zbor Miha Vahen iz Evnice in pa oktet Valvazor iz Evnice.
Seveda vsako območno revijo spremlja tudi strokovna spremljevalka. Že 3. leto je z nami gospa Danica Pirečnik iz Šoštanja. To pomeni, da po vseh ogledih, seveda imamo veliko strokovnih po celi Sloveniji, ampak v tem času potekajo območne revije po celi Sloveniji in kot vsi strokovni spremljevalci tudi gospa Danica potem predlaga, če je kakšna skupina, kakšen zbor morda primeren za višji nivo, za regijski nivo. In ta regijski nivo, bo regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov, malih pevskih skupin in oktetov, pa bo letos, za osrednjo Slovenijo govorim, pa bo letos v Kočevju 30. novembra. Jaz seveda, kot morda se že malce sliši, revija se je pričela in je v polnem teku in upam, da tako nastopajoči, kot tudi obiskovalci uživajo. Dodamo naj še, da so iz Zagorja nastopili pevska skupina Klasek, rudarski pevski zbor Loški glas, vokalna skupina Iris, mešani pevski zbor izpod Svete Gore, mešani pevski zbor Latko Korošec in Zagorski oktet. Kisovčani so že nekaj časa izpostavljeni mamljivim vonjavam, ki prihajajo iz Lučkine pekarne Piškotek. Zdaj si bodo lahko večkrat privoščili sladke dobrote, narejene po preverjenih receptih ali pa naročili okusne torte za različne priložnosti. Lučka Kotnik je namreč po odhodu iz Masterchefa odprla svojo pekarno, uradno odprtje pa je bilo v sredo. Da vam prišepnemo, njene sladke dobrote so pregrešno dobre. V bistvu začeli smo s 1.1. letos, s 1. januarjem, sem naredila ta prvo tortico, takšno, bom rekla, posvečeno teli pekarnici. Zdaj pa kar naprej rinemo, Začeli smo nekako z slaščičarno, s pekarnico Dobrot, ki ima 25-letno tradicijo, pa smo zagrabili. In zdaj gledamo, da rinemo naprej, zalagamo že skoraj pol Slovenije trgovcev, tako da z našimi piškoti butičnimi, tako da na polno. Ja, in povejte mi, katera je nekako najljubša sladica, ko tako pridejo, pa bi radi nekaj izbrali? Najljubša sladica, danes smo ponudili v bistvu majčkeno večji asortiman, da bojo vedeli, kaj vse imamo. Drugače pa smo znani po torticah, ki jih delamo po naročilu, unikatne, tako da najraje imam, če kdo prije svojo idejo. Jih je pa ogromno, da kar meni prepuščajo, Lučka, kar ti se veš, kaj nam paše, kaj je trendovsko, pa to bi imeli. Seveda pa uporabljate kvalitetne surovine. Seveda, mi gledamo, prisegamo na to, da so surovine kakovostne, prvovrstne, ne menjamo tistega, kar je dobro, kar je odlično, bom rekla, ne šparamo in to tudi naše sladice govorijo same po sebi. Kaj pa vi najraje pečete? V bistvu bom tako rekla, jaz imam punce, ki zelo dobro pečejo, obožujejo, vse mi dajo za probat, kar se vidi. Jaz sem pa tista, ki zelo rada dekoriram. Pa rečem, danes smo pa v takih barvih delali, v unih barvih, takolo dekoracijo, pa ko gremo na bavo, ko kupim kakšne nove perlice, to me usrečuje, to mi je super. Kaj pa najmlajši, ko pridejo, kaj pa oni najraje kupijo? Trenutno je zelo aktualen tale unicorn, samorogec, tako da tega kar delam skoraj vsak vikend. Pa teli junaki risanih serij, ki jih na tortico nalimamo in to je tisto veselje. No in zdaj še, da povabimo vse naše Kisovčane in Zagorjane in pa tudi druge, kam naj pridejo? Na Petelinkarjevi 4 smo po Trnovem, v Kisovcu, nekateri poznajo kot bivšo pekarno Kruhek, oranžna stavba, ni za zgreš, pa taka velika tabla Lučkina pekarna Piškotek. 1. junija se je okoli 200 mladih gasilcev in njihovih mentorjev zbralo na igrišču pred prostovoljnim gasilskim društvom Mlinše. Gasilska zveza Zagorje ob Savi je namreč že 4. organizirala piknik gasilske mladine, ki ga namenijo sproščenemu druženju in spoznavanju novih veščin. Pri pripravi sobotnega dogodka, ki je bil prepleten z družabnimi igrami, ziplinom in vlečenju vrvi, so sodelovali domači gasilci iz Mlinš, prostovoljno gasilsko društvo Zagorje mesto in gorska reševalna služba. Zagorjani so prikazali reševanje ponesrečenca s strehe,
Gorski reševalci pa na to prenos ponesrečenca po nedostopnem terenu in prenosu prek tirolske žičnice. Mlinški prvi posredovalci so ob tem prikazali izvedbo prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Piknik gasilske mladine Gasilske zveze Zagorje so prvo leto potekali v sodelovanju PGD Čovnišče in PGD Loke, naslednje leto so ga pripravili v Tirni, lani pa so ga pripravili v Kolovratu. Osrednja prireditev ob letošnjem prazniku občine Ivančna Gorica s podelitvijo priznanj in nagrad je potekala na zadnji petek v maju v športni dvorani osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Več o slavnostni prireditvi si lahko ogledate takoj po današnji informativni oddaji. Tukaj je le nekaj besed ivanškega župana Dušana Strnada. Take prireditve so čas, da se ljudi pohvali za vse, kar so storili. Ker res da smo nekateri za to tudi plačani. Velika večina dela, ki se v naši občini opravi, pa je na prostovoljni bazi. In ljudje torej ne dobijo za to nikakršnega plačila, pogosto tudi hvalene. No in če teh prostovoljcev ne bi bilo, tudi v občini ne bi bilo takega vzdušja, kot se recimo videlo danes na tej prireditvi. V soboto 1. junija je bilo v Jablani zanimivo srečanje potomcev in družinskih članov Mežnarjeve domačije z Jablane. Začetek Mežnarjeve rodbine sega v leto 1875, ko je bil ustvarjen zapis v zemljiško knjigo in zaveden lastnik posesti Gašper Ocepek. Posest se je potem od starejšega gospodarja izročila v last na sinove Jožefa, Štefana, Jožeta starejšega, zdaj pa je v lasti Jožeta Ocepka mlajšega. Trenutno je živih 230 potomcev. Na srečanju pa se jih je uspelo zbrati dobrih 100. Pobudo in organizacijo srečanja sta izpeljala Toni Baš in Helena Ocepek iz Kisovca. Naj bo ideja navdih tudi drugim družinam, saj se tako obudijo spomini in stkejo prijateljstva tudi med mlajšimi generacijami, ki včasih mogoče niti ne vedo, da so v sorodu. To je za tokrat vse. Kot rečeno, sledi reportaža, povabili so nas iz Ivančne Gorice. Vabljeni k ogledu. Najlepša hvala, da ste bili z nami in se vidimo zopet prihodnjič.